Spoštovani državne svetnice, spoštovani državni svetniki, spoštovani vabljeni. Pričenjamo 33. izredno sejo Državnega sveta Republike Slovenije, ki sem jo sklical na podlagi 53. člena Zakona o Državnem svetu in na podlagi 32. člena Poslovnika Državnega sveta Republike Slovenije. Opravičili so se državni svetnik Rajko Fajt, Milan Lukić in pa Uroš Brežan. Na sejo sta bila vabljena Boris Koprivnikar, minister za javno upravo, ter magistra Mateja Vraničar Erman, ministrica za finance. Od sklicu seje sem obvestil predsednika Državnega zbora Republike Slovenije dr. Miljana Brgleza in predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Mira Cerarja. Sklicem 20.11.2017 ste prejeli naslednji dnevni red. Prva točka, predlog odložilnega veta na zakon o spremembah zakona o financiranju občin, ter druga točka, predlog odložilnega veta na zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018-2019. V skladu z drugim odstavkom 75. člena Poslovnika Državnega sveta, ki določa, da se predlog odložilnega veta uvrsti na dnevni red brez razprave in glasovanja, ugotavljam, da je dnevni red bil sprejet, kot sem ga prebral. Prehajamo na prvo točko dnevnega reda in seveda najprej pozdravljam predstavnike ministrstev, to je Ministrstvo za finance, magistro Sašo Jazbec, državno sekretarko, lep pozdrav, ter iz Ministrstva za javno upravo dr. Nejca Brezovarja, državnega sekretarja, lep pozdrav, ter dr. Romana Lavtarja, prav tako iz Ministrstva za javno upravo, lep pozdrav. Torej, prehajamo na prvo točko, to je predlog odložilnega veta na zakon o spremembah zakona o financiranju občin. Državni zbor je zakon sprejel na 35. seji 16.11.2017 in ste ga prejeli po elektronski pošti s sklicem. Predlog odložilnega veta, ki ga je predlagala interesna skupina lokalnih interesov, ste prejeli po elektronski pošti s sklicem izredne seje. Predlog odložilnega veta je obravnavala Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Poročilo komisije in predlog zahteve Državnega sveta, da Državni zbor pred razglasitvijo zakona o njem ponovno odloča, ste prejeli na klop. Prosim, da morebitne amandmaje k predlogu zahteve vložite v pisni obliki. Torej, predlagam, da pričnemo z obravnavo predloga odložilnega veta zahtevo, da Državni zbor pred razglasitvijo zakona o njem ponovno odloča. Sedaj pa sprašujem, ali želi predstavnik predlagatelja odložilnega veta podati kratko obrazložitev. Izvolite, besedo ima vodja interesne skupine lokalnih interesov, državni svetnik Milan Ozimič. Hvala za dano besedo in lep pozdrav vsem prisotnim kolegicam in kolegom in tudi predstavnikom vlade oziroma ministrstev, ki pokrivajo to področje tega zakona. Torej, interesna skupina lokalnih interesov je soglasno predlagala odložilni veto na ta zakon, ker se seveda zaveda pomembnosti tega sistemskega zakona za položaj in delovanje občin, torej lokalne samouprave, vsake občine, ki jo tvori posebej. In že seveda ta zakon je, oziroma sprememba tega zakona o financiranju občine nastala na podlagi nekega zelo realnega problema, ki je bil izkazan tekom obdobja, rečemo, naše finančne krize, ko se je na podlagi ukrepov v tem obdobju tudi odvijalo financiranje občin, kako se je pač odvijalo, predvsem pa značilno, da seveda z tem, kako se je, občine niso bile zadovoljne, pokazale na mnoge pomanjkljivosti tega, med drugim tudi na potrebo, da bi bilo obstoječi zakon ne samo v višini pač
in določanju povprečnine spremeniti, ampak tudi v tako imenovani formuli za izračun, ki je pač podlaga in ki pač ugotavlja neke stroške, ki naj bi jih imele občine z upravljanjem zakonsko določenih njim nalog. To, kar je na podlagi tega nastalo, je pravzaprav za občine nesprejemljivo. Ne za interesno skupino lokalnih interesov, ki je pač tukaj edini glasnik njihovih interesov v nekem državnem organu, kot je državni svet, vse drugod so občine iz teh formalnih zvodov oblasti ali pa zakonodajnih postopkov odrinjene, nimajo direktnega vpliva. Ne? In mi tukaj seveda to zagovarjamo in seveda tudi razumemo vse te težave, ker jih tudi pri vsakodnevnem našem angažiranju v lokalnih skupnostih tudi občutimo v vseh detajlih teh problemov. To, kar je iz tega nastalo, pa tudi, če hočete, na podlagi strategije razvoja lokalne samouprave, kjer je tudi omenjeno, da bo z novim zakonom financiran pa spremenjenim pač odpravljen določen del problemov in da bo to pač tako, da bo občinam omogočen razvoj, skratka to, kar se pač piše v strategiji, čeprav občine te strategije niso sprejele za svojo in ne vidijo kot podlago za njihov razvoj realen, ker je pač takšna, kot je in sprejeta na vladni ravni z dokaj skromnim participiranjem občin pri njenem nastajanju, ampak tudi od tod izhaja pač ta sprememba zakona, ki je seveda najbolj sistemski za občine, če hočete. Zakon o financiranju brez tega ni praktično nič v izpeljavi. Stvari, ki so tam pač naloga občin, da jih izvršujejo, je pravzaprav v svoji izpeljavi, pa če bo začel veljati tako, kot je, pravzaprav slabše, kot je bilo do zdaj. Po starem zakonu so občine pri določanju povprečnine participirane, formula je veljala, ki se je pač, dokler se je upoštevala, ni bila nikdar posebej problematična, so bila odstopanja pač niso bila z tisto, kar bi pričakovali, da bo napravljena ena analiza stroškov, ki jih dejansko imajo občine, najprej analiza nalog, ki so vrednotene in potem povidimo, koliko to stane za vsaki posamezni občini, katere izvaja, potem se pa lahko pogovarjaš o primernem financiranju tega kot podlage. Ni bilo, za tega je seveda dvom in nesprejemljivost v občinah popolnoma utemeljen, ker dejansko se ne ve, kaj bojo posledice tega zakona. Po drugi strani pravzaprav se z to spremembo zakona uzakonja ta praksa, ki so jo občine skozi nasprotovale po ZIPRS-u, ker je na koncu obveljala tista rešitev, ne glede kakšni so bili argumenti, ki jo je predlagala vlada in jo je z tem zakonitim bypassom preko ZIPRS-a v zakonu državni zbor. Obšel se je pa osnovni zakon o financiranju občin. Ta bypass je pač vsako leto imel veljavnost samo eno leto, ampak vsako leto do zdaj se je ponovil v čist enakem ali pa podobnem scenariju. Zdaj v ta novi zakon pravzaprav uzakonja v sistemskem zakonu, ta način, ker in sicer na podlagi stroškov, kot smo že prej rekli, da bi morali biti ugotovljenih, pa jih ni. Na podlagi tega izračuna upoštevanja makroekonomskih razmer v državi bo višino povprečnine na predlog vlade določil državni zbor. Občine tukaj več ne bodo imele pravzaprav
pa nobene participacije, ne glede zdaj na to, ali je bilo tisto pogajanje in določanje zakonito ali nezakonito ali kakorkoli formalno ali neformalno, saj imele so možnost, da so svoje rekle, a ne, in povedale, zdaj je lahko tudi brez tega. To potem seveda tudi spremenjena je formula in uteži v tem, predvsem na račun populacije starejših in mlajših. Zdaj tudi to je na nek način dobro, lahko je neki korektni popravek, ampak ni edini, ki bi bil potreben. Torej, popravek bi bil potreben ali pa korekcija na dejansko analizi stanja nalog, ki jih posamezne občine opravljajo, uvrednotenje tega in potem določitve primernega financiranja. Ta model tukaj noter ni potem zakonu uveden. So še drugi očitki, predvsem okrog 21. člena, ki pač govori predvsem o financiranju investicij v posameznih občinah in tudi seveda v tej obrazložitvi je opozorjeno na vedno večji razkorak pri financiranju in reševanju tega problema med občinami in vsemi ostalimi in glavnim mestom, ker seveda to problematiko se z nekakimi drugimi mehanizmi malo zbalansira in seveda tudi po reševanju tega finančnega problema, primernega financiranja se to za glavno mesto nekako oblaži, za druge pa veliko manj, za nekatere pa sploh nič. Tako da ta zakon ne rešuje tistega, kar zagotavlja korektno financiranje občin, kar zagotavlja enakomerni razvoj občin po celotni Sloveniji in ne rešuje problematike, ki se je zdaj intenzivno ali pa za vsej svoji luči pokazala v zadnjih 4-5 letih. Tako zaradi tega je ta veto predlagan in vložen na interesni skupini soglasno, kot boste potem slišali tudi na matični komisiji, torej komisiji za gospodarstvo, prav tako soglasno in seveda pričakujemo predstavniki lokalnih interesov, da bomo državni svet kot celota opozorili zakonodajalca, da je to res zakon, ki je za občine škodljiv, a ne za občine, tudi za državo v celoti, ker konec koncev večino državljanskih pravic in potreb bolj kot pravic uresničujemo v občinah, v državi pa manjši del od tistega, kar vsak dan uveljavljamo v občinah. Hvala. Hvala lepa. Vodi interesne skupine lokalnih interesov Miljanu Ozimiču. Sedaj pa sprašujem, ali želi besedo predstavnik predlagatelja zakona. Izvolite. Besedo ima dr. Nejc Brezvar, državni sekretar Ministrstva za javno upravo. Izvolite. Hvala za besedo, predsednik. Spoštovani članice, člani državnega sveta. Verjetno se spodobi, ker se zadnjič vidimo v taki sestavi, vsaj nekaj besed tudi z naše strani. Kar se tiče tega, da seveda državljanke, državljani, občanke in občani veliko pravic uresničujejo v občinah, absolutno drži. Tako da z marsičem, kar sem slišal, danes se lahko strinjam. Pa vendar opozarjam, da je po mnenju ministrstva in po mnenju vlade ta zakon le korak v pravo smer. A je idealen? Verjetno, morda ne. Je pa korak v pravo smer, namreč po našem mnenju odpravlja določene anomalije in je torej evolucija obstoječega sistema po 10 letih od leta 2007, ko je bil zakon prvič sprejet. Omenjeno je bilo, ni bilo analiz,
to seveda nikakor ne drži. Glejte, stroka je napisala kar nekaj na to temo, morda financiranje slovenskih občin, tukaj le pred vami, analize učinkov veljavnega sistema, predlogi izboljšav, je dostopno na spletu, vam ne bom bral, ker verjamem, da je marsikdo verjetno tudi seznanjen. Rešitve iz našega zakona sledijo torej tudi ugotovitvam stroke. Poleg tega, če bi pogledali primarni predlog, ki smo ga dali na ministrstvu, je v marsičem različen od trenutnega izglasovanega zakona o financiranju občin, o katerem danes glasujete, torej o vetu, da ali ne. Zakaj? Ravno zaradi tega, ker smo se posvetovali z najpomembnejšim deležnikom, torej združenji občin, z vsemi tremi, kar se tiče rešitev, ki jih prinaša novela zakona. Nismo se strinjali povsod, pa vendarle smo pa nekje na določenih točkah se strinjali z njihovimi argumenti in zato tudi spremenili naš predlog. Tako da dialog je vsekakor potekal in rezultat tega dialoga je zakon, ki je torej pred vami. Ne omenim tudi dve zelo pomembni točki. Ta zakon sledi tudi ugotovitvam odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije iz novembra 2016, ki ugotavlja, da je naš sistem skladen tako z Evropsko listino lokalne samouprave, a ne kot z vsemi načeli, ki jih le-ta vsebuje. Mimogrede, nekaj dni nazaj sem dobil ogorčeno pismo nekega župana in mimogrede, jaz brez problema tukaj povem, tako ker vidim, velika večina županov, mislim, da jih je okoli 15, dobro dela. Pa vendar so možne izboljšave tako v posameznih občinah kot celotnega sistema. No, ampak ta župan v tem primeru mi je pisal, ker je razbral, da sem primerjal v neki izjavi njegovo občino kot abstraktno. In mi je rekel, da ni res, v njegovi občini so seveda občanke, občani, približno 2500. Vse nobena občina ni abstraktna, to tisti, ki predstavljate lokalne skupnosti, dobro veste. Vsaka ima svoje probleme in tako naprej. Ampak sistem pa mora biti, tako kot pravi Ustavno sodišče, naravnan na neko abstraktno občino. 212 vas je in marsikatera, oziroma vsaka ima neke svoje specifike in svoje lastnosti. Sistem pa mora biti narejen za vse. Naslednja stvar, ki bi jo rad poudaril, je, da ugotovitve oziroma rešitve tega zakona sledijo tudi mnenju oziroma reviziji Računskega sodišča iz junija 2017. Tako da, kar se tiče vašega mnenja, oziroma vaših mnenj, predvsem predstavnikov združenj občin, mi smo jih upoštevali do te mere, kakor smo razumeli, da je najbolje, marsikateremu argumentu smo prisluhnili. Bi pa rad povedal še enkrat, da ocenjujemo, da to je korak v pravo smer. Sem prebral ravno tudi neko kritiko višine povprečnine. V 2019 je predvidena najvišja, odkar je bil uveljavljen tak sistem financiranja občin. Jaz predlagam, da predloga veta ne izglasujete in na ta način date podporo rešitvam, ki menim, da so v dobro občank, občanov in tudi občin v Republiki Sloveniji. Hvala lepa in uspešno delo. Hvala lepa državnemu sekretarju dr. Nejcu Brezovarju. Sedaj pa sprašujem, ali želi besedo predstavnica Ministrstva za finance. Ne. Dobro. Sprašujem, ali želijo besedo predstavniki Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Izvolite, besedo ima predsednik komisije, gospod Jernej Verbič. Hvala za besedo, gospod predsednik. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, cenjeni gostje. Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je na svoji 112. seji 20. novembra letošnjega leta seveda obravnavala predlog odložilnega veta na zakon o spremembah zakona o financiranju občin, ki ga je vložila interesna skupina lokalnih interesov. Komisija je soglasno podprla, torej 13 za, nihče proti, predlog interesne skupine lokalnih interesov za odložilni veto na zakon o spremembah zakona o financiranju občin in njene argumente saj sledijo mnenju komisije, ki ga je zavzela že v okviru druge obravnave predloga zakona. Kolegi, odločamo se o
sredstvih, ki grejo našim ljudem. Hvala lepa. Hvala lepa predsedniku komisije gospodu Jerneju Verbiču. Sedaj pa sprašujem, ali želijo besedo predstavniki interesnih skupin. Če ne, odpiram razpravo in sprašujem, ali želijo besedo državne svetnice oziroma svetniki. Ne. Torej, sprašujem, ali želijo besedo predstavniki predlagatelja zakona. Ne. Dobro. Ali želi besedo predstavnik predlagatelja odložilnega veta podati še kakšno dodatno obrazložitev? Ne. Torej, prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog zahteve Državnega sveta, da Državni zbor ponovno odloča o zakonu o spremembah zakona o financiranju občin, kot se ga prijeli na klop. Najprej se da prisotnost. Kdo je za? Kdo je proti? Torej, prisotnih je 28 državnih svetnikov, za je glasovalo 26 in 1 proti. Ugotavljam, da je predlagano zahtevo Državni svet sprejel za 26 glasovi za in 1 proti. S tem zaključujemo to točko dnevnega reda in se seveda zahvaljujem državnemu sekretarju dr. Nejcu Brezovarju ter dr. Romanu Lavtarju iz Ministrstva za javno upravo. Hvala lepa za obisk. In prehajamo na drugo točko dnevnega reda, to je predlog odložilnega veta na zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018-2019. Državni zbor je zakon sprejel na 35. seji 16.11.2017 in ste ga prejeli po elektronski pošti s sklicem. Predlog odložilnega veta, ki ga je predlagala interesna skupina lokalnih interesov, ste prejeli po elektronski pošti s sklicem izredne seje. Predlog odložilnega veta je obravnavala Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance. Poročilo komisije in predlog zahteve Državnega sveta, da Državni zbor pred razglasitvijo zakona ponovno odloča, ste prejeli na klop. Prosim, da morebitne amandmaje k predlogu zahteve vložite v pisni obliki. Predlagam, da pričnemo z obravnavo predloga odložilnega veta z zahtevo, da Državni zbor pred razglasitvijo zakona o njem ponovno odloča. Sedaj pa sprašujem, ali želi predstavnik predlagatelja odložilnega veta podati kratko obrazložitev. Izvolite. Besedo ima vodja interesne skupine lokalnih interesov, gospod Miljan Ozimič. Hvala za besedo. Torej, zelo kratka obrazložitev. Sej ta predlog odložilnega veta se pravzaprav nanaša samo na tisti del, ki se tiče izvajanja državnega proračuna za lokalno raven, torej za financiranje občin. Nič novih argumentov v tem predlogu veta ni. Ponavljamo pravzaprav stvari, ki so bile izrečene že v letih nazaj. Glavni problem je seveda v višini povprečnine, ki, kot smo že mnogokrat slišali, ne zagotavlja financiranja, ustreznega financiranja, zadostnega financiranja zakonsko določenih nalog. To pomeni, da za izvrševanje tistega, kar je država predpisala na lokalni ravni, da morajo občine izvršiti, morajo občine uporabiti sredstva, ki so namenska, lastna, namenjena za razvoj, investicije in za tiste stvari, ki si jih pač občina sama v svoji politiki, glede na svoje specifike, določi. Ta razkorak ostaja. Dogovarjanja z reprezentativnimi združenji niso pripeljala do dogovora in seveda, ker lokalci moramo zastopati interese lokalnih skupnosti, pa ne da jih moramo, tudi menimo in smo prepričani, da zagovarjamo prave interese in tudi z zadostnimi argumenti je posledica tega ta zakon. Čeravno je enoleten, je vsakokrat potrebno na to opozarjati, ker enkrat bo moralo priti do tega, da se bodo te stvari uravnotežile in da bodo občine
pač v nekem enakem položaju, da bodo na nek način lahko funkcionirale tako, kot izhaja iz njihovega imena, samoupravna interesna lokalna skupnost, torej, da bojo izvajale dejavnosti in zadovoljene potreb na svojemu močju po tistih specifikah, ki se jim grejo, ne tako, kot bo v večji ali pa pretežni meri krojila država skozi seveda ne direktno odločanje, ampak skozi posredno, torej skozi finance. In to je tudi razlog za veto na izvrševanje proračunov, ki se seveda ne tiče vsega ostalega, ker tudi mi se zavedamo, da je dobro, da je proračun uravnotežen in tako in drugače, ampak v tej razdelitvi proračuna in v izvedbi preko tega zakona so seveda v primerjavi z ostalimi področji pač občine v nekem drugačnem položaju in v tem primeru in v tej povezavi z to temo pač z neustreznim financiranjem. Hvala. Hvala lepa. Sveda vodi interese skupine lokalnih interesov Milanu Ozimiču. Sedaj pa sprašujem, ali želi besedo predstavnica predlagatelja zakona. Izvolite, besedo ima državna sekretarka magistra Saša Jazbec iz Ministrstva za finance. Spoštovani, lepo pozdravljeni, hvala lepa za besedo, za vabilo. Iz obrazložitve predloga odložilnega veta izhaja, da so združenja občin med pogajanji opozarjale na potrebo po določitvi višje povprečnine, torej v višini, ki bo zagotavljala pokritje stroškov zakonskih nalog, kar bi po predlogu Združenja občin Slovenije zneslo 609 evrov za leto 2018 in 616 evrov za leto 2019. Zakonodajalec pa je na predlog vlade določil povprečnino za financiranje primerne porabe v višini 551 evrov za leto 2018 in 558 za leto 2019. Državni svet poudarja, da se povprečnina za prihodnji 2 leti sicer povišuje v primerjavi z letošnjim letom, vendar še zdaleč ne dosega višine, ki jo predvideva zakon, ki ureja financiranje občin, ter tudi, da tako določena povprečnina ne zadošča za pokrivanje povečanih stroškov, ki so jih občine dolžne pokriti na račun zmanjšanih investicij. Razkorak med pripadajočimi sredstvi in potrebami lokalnega okolja naj bi imel dolgoročne posledice, saj bodo zaradi sedanjih premajhnih investicijskih vlaganj potrebni še toliko večji vložki v prihodnosti. Nadalje iz obrazložitve izhaja tudi, da določanje dodatnih obveznosti občin brez zagotavljanja zadostnega obsega finančnih sredstev vodi v slabitev finančne avtonomije občin in siceršnje avtonomije lokalne samouprave ter posledično njenega uničenja. Državni svet je mnenja, da bi morali prisluhniti argumentom občin in prepoznati pomen financiranja lokalne samouprave za kakovost življenja državljanov, saj se prav na lokalni ravni odvija večina ključnih dejavnosti, ki so življenjskega pomena. Pomen občin pri zagotavljanju življenja državljanov ni bil nikoli sporen. Kljub temu pa je tudi pri določitvi povprečnine treba upoštevati fiskalni okvir, ki v danem trenutku ne omogoča večjih izdatkov, kot so določeni v odloku o okviru za pripravo proračunov sektorja država. Prav tako lahko po letih rasti in višjih prihodkov pričakujemo novo ohladitev gospodarske aktivnosti, na katero moramo biti pripravljeni in ostati realni. Glede na različna pričakovanja, usmeritve in cilje ekonomske in fiskalne politike vlade in lokalnih skupnosti je povsem realno pričakovati, da je dogovor o višini povprečnine težko doseči. Pri vsakokratnem določanju višine primernega obsega sredstev za financiranje izvajanja nalog občin iz njihove izvirne pristojnosti pa je treba poleg realnih potreb občin upoštevati tudi že omenjeno makroekonomsko, gospodarsko in fiskalno stanje v državi ter zahtevo po konsistentnem in dolgoročno stabilnem sistemu javnofinančnih odhodkov. Ključni cilj državnega proračuna kot instrumenta vlade pri izvajanju politike je dosegati fiskalno stabilnost ter trajen, stabilen narodno-gospodarskih razvoj, ki je v interesu države kot celote in temu cilju morajo biti prilagojene tudi politike drugih enot sektorja država, torej tudi občin.
Pri porabi proračunskih sredstev, namenjenih financiranju nalog občin iz njihove izvirne pristojnosti, morajo občine slediti proračunskemu načelu učinkovitosti in gospodarnosti, ki od njih zahteva uporabo sredstev za dosego maksimalnih učinkov oziroma doseganje danega učinka z minimalnim obsegom sredstev. Menimo, da je s predlagano višino povprečnine, tako imenovan poseg v finančno avtonomijo občin, še sorazmeren med prihodki občin ter stroški izvrševanja nalog iz njihove izvirne pristojnosti. Ponovno poudarjam, da je bil cilj pogajanj zbližati stališča vlade in občin glede določitve višine povprečnine, da pa določitev višje povprečnine ob upoštevanju fiskalnih zavez ni bila mogoča. Glede na vse navedeno predlagam, da Državni zbor odložilnega veta na zakon o izvrševanju proračuna države za leti 18 in 19 ne podpre. Ne nazadnje, zakon, ki je na tnalu, občinam prinaša 30 milijonov več, kot jih bodo dobile, če v drugem poskusu zakon v Državnem zboru ne bi bil izglasovan. Trenutno je namreč za leto 18 določena višina povprečnine 536, medtem ko ta zakon prinaša 551. Poleg občin bi kratko potegnili predvsem tudi upokojenci. To sta te ključni določbi zakona o izvrševanju proračunov, o katerem boste zdaj odločali. Hvala lepa. Hvala lepa državni sekretarki, magistri Saši Jazbec. Sedaj pa sprašujem, ali želijo besedo predstavnica Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance. Izvolite, besedo ima predsednica komisije, magistra Marija Lah. Hvala lepa za besedo, predsednik. Spoštovani kolegi, Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je na današnji seji obravnavala predlog odložilnega veta in kot je že državni svetnik gospod Ozimič uvodoma poudaril, tudi predlog odložilnega veta soglasno potrdila. Povedati moram ob tem, da je komisija poudarila v razpravi, da spoštujejo vse napore, ki so bili napravljeni tako na strani Ministrstva za finance, kot tudi na strani občin oziroma predstavnikov občin, kar se tiče zbližanj interesov na tem področju, vendar ne glede na to tveganje, ki ga je tudi gospa državna sekretarka v zaključku svojega govora torej navedla, to je teh 30 milijonov v primeru, da tudi državni zbor pri ponovnem odločanju zakona ne podpre, občine še vedno vztrajajo pri svojem stališču in člani komisije smo bili mnenja, da so njihovi razlogi dovolj prepričljivi, da veto v takem obsegu, kot smo ga podprli, tudi podpremo. Hvala lepa. Hvala lepa predsednici komisije, magistri Mariji Lah. Sedaj pa sprašujem, ali želi besedo predstavnik interesnih skupin. Če ne, potem odpiram razpravo in sprašujem, ali želijo besedo državne svetnice oziroma svetniki. Izvolite, besedo ima državni svetnik Bojan Kontič. Hvala lepa. Se sem razmišljal, bi o tem sploh še kaj govoril, glede na to, da je vse bilo v proceduri že povedano, pa ste me malo, državna sekretarka, vzpodbudili s to napol grožnjo, češ ne sprejemajte veta, ne omogočajte ponovnega glasovanja v državnem zboru, ker bo to na škodo upokojencev. Tak sistem dela je sicer prisoten v tej državi že vrsto let, vendar pristop zanesljivo ni pravi, ker v končni fazi se lahko postavi vprašanje, zakaj pa državni zbor recimo ni sprejel amandmaja, ki bi povišal regres upokojencem, če ste že toliko naklonjeni upokojencem. Pa je državni zbor to zavrnil. Zdaj seveda lahko rečete, da je to pristojnosti državnega zbora. Seveda je, ampak državni zbor običajno sprejema koalicija odločitve, ki so v sozvočju z odločitvami vlade. In seveda potem si lahko tako postavljamo vprašanja v nedogled. Toliko v smislu opozorila, češ kakšno grozno napako bomo naredili, če sprejmemo veto na ZIPRS.
Nič groznega, ne. Ponovno bo potrebno zadevo izpeljati po postopkih, ki so predpisani v primeru, da Državni zbor sprejme odločitev, da ne podpre s potrebno večino zakona o izvrševanju proračuna. Pa naj vas ne bo strah, ker se to skoraj zanesljivo ne bo zgodilo, da bi ZIPRS padel zaradi veta Državnega sveta, te zgodbe ne bomo videli, upam, podpisati bianko menico tukaj na ta račun. Gre pa za to, da smo dolžni predstavniki lokalnih interesov in pa Državni svet kot celota, ki je vse v teh letih, kar sem jaz bil v Državnem svetu, nisem bil cel mandat, vedno znova prisluhnil težavam in potrebam lokalnih skupnosti in vedno znova tudi opozoril, tudi z glasovanji in z oblikovanji stališč do različnih vprašanj, ki se tičejo lokalne samouprave, predvsem pa financiranja. Pravzaprav je Državni svet na nek način edini zaveznik lokalnih interesov na državnem nivoju. Nekoliko se spremeni potem sicer pred volitvami, ko so ušesa zelo odprta za predloge lokalnih skupnosti, po volitvah se pa pravzaprav spet ne poznamo oziroma ne razumemo najbolje. Ampak tako pač je s politiko v Sloveniji. Upam, da se bo tudi to nekoč končalo. Zdaj, že res, tudi ta primerjava drži. Če ZIPRS ne bo sprejet takšen, kot je, bo povprečnina za naslednje leto 536 evrov. Bo pač 536 evrov. Sej v končni fazi boste v naslednjem letu morali sprejeti nov ZIPRS, če ga ne boste že v letošnjem letu, ampak še enkrat brez bojazni ne bo se to zgodilo. Torej, povprečnina bo 551 evrov, kar je pa veliko manj od tistega, kar ste sami navedli. Torej, 609 evrov, kar izhaja iz kataloga nalog, ki jih mora občina upravljati, pa zato ne dobi dovolj finančnih sredstev. Torej, zgolj izvajamo zakonske naloge, zato pa ne dobimo primerne povprečnine. Da ne bo vse tako črnogledo, je potrebno povedati, da zadeva gre v pravo smer. To sem povedal že pri obravnavi proračuna za naslednje leto in leto 2019. Vendar so koraki preskromni in preveč zaostajamo za tem, kar bi pravzaprav potrebovali. Zdaj, argumenti so različni in ker se ponavljajo v javnosti, naj tudi jaz odgovore ponovim tukaj, ker imam pač to redko priložnost in redko mesto, kjer to lahko povem. Ko govorimo o tem, da se občine razdolžujejo, seveda se razdolžujejo, ker ne vodijo nikakršnih investicij, ker tudi sredstev evropskih ni, ker se finančna perspektiva ne izvaja tako, kot bi se morala izvajati. In zaostajamo in ne črpamo sredstev. In če nimaš sredstev in če ne izvajaš investicij, seveda tudi lastnega deleža ne rabiš. Zato so pa pravzaprav namenjeni krediti. Običajno, ker večjih investicij ne moreš izpeljati, če se ne zadolžiš. Druga trditev, občine imajo presežek prihodkov nad odhodki. To se izraža ob zaključku tekočega finančnega leta. Seveda, kot dobri gospodar občina mora imeti 31.12. tekočega leta na računu denar, ki ga potrebuje že 3. januarja naslednjega leta, ko pritoka sredstev še pravzaprav ni. Kako si pa predstavljate poslovanje občin brez tega? Z revolving krediti na začetku leta. Tako da pravzaprav je potrebno opozoriti na to pomankanje teh sredstev tudi zaradi tega, ker občanke in občani zato ne krivijo države, ampak krivijo lokalno skupnost, ko ugotavljajo, da ceste niso takšne, kot bi si želeli, da standard pravzaprav ne rase, kljub temu, da imamo gospodarsko rast, da se to v proračunih ne pozna, kljub temu, da so občine vodile investicije in tudi pomagale pri dvigovanju gospodarske rasti v pretekli finančni perspektivi. In vse to je seveda, kar se v občinah dogaja in za kar so občine zadolžene, posledice pomankanja sredstev. Občine bi seveda vlagale tudi več na področju varovanja okolja,
pripravljanju prostora za gradnje, za novogradnje in podobne zgodbe, če bi seveda za to imeli dovolj denarja. Vendar je pri tem potrebno povedati in ločiti, da je dohodnina pravzaprav tisti denar, ki bi moral zadoščati za izvajanje tako imenovanih tekočih nalog, da so pa ostali davki, tako imenovani davki, kjer je poglavitno nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, pa namenjeni za investicije. Vendar, če nimaš dovolj denarja za tekoče naloge, se zajedaš v investicijska sredstva, ki pravzaprav temu niso namenjena. In zato je prav, spoštovane kolegice in kolegi, da na tem mestu še enkrat opozorimo na težave, s katerimi se srečujemo. Zavedam se, kot sem že v uvodu dejal, da je ta naš prispevek pravzaprav prispevek, ko nagovarjamo nekoga, ki je že odločen, ali pa nagovarjamo tistega, ki ne sliši. Ampak vseeno, naša odgovornost je, da na to opozorimo. Naš prispevek k temu bo, seveda, da bodo o ZIPRS-u odločali še enkrat, da bodo zato v Državnem zboru potrebovali 46 glasov, kar jih bodo zanesljivo imeli. Pri onem prejšnjem zakonu nisem tako prepričan, da se bo to zgodilo. Mi pa smo s tem svoje poslanstvo, ki ga imamo kot predstavniki lokalnih interesov in tudi širše sestava Državnega zbora, pravzaprav opravičili. Pa tudi, če ne bi govorili samo o lokalnih skupnostih, zanesljivo najdemo veliko razlogov za to, da proračunu kot takemu preko ZIPRS-a tudi nasprotujemo. Če sem zdaj samo še za en stavek lokalpatriot, to, kar gledam, recimo v mestni občini Velenje, kako se obnavljajo državne ceste, je pravzaprav v posmeh ljudem, ki te ceste uporabljajo, pravzaprav pa vsem nam. In proračun, ki je tako sestavljen, seveda ne pomeni nič dobrega, zato tudi moje osebno nasprotovanje proračunu, ker pa v proračunu seveda ni možno razpravljati in glasovati o vetu, pa o zakonu o izvrševanju proračuna. Hvala lepa državnemu svetniku Bojanu Kontiču. Besedo ima državni svetnik Jernej Verbič. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, predstavniki obeh ministrstev. Torej, moja moralna naloga je, da kot predsednik Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, ne samo za lokalno samoupravo, da se razumemo, da povem samo 3 ali 4 stavke. Moram reči, da se s kolego Kontičem v celoti strinjam. Jaz bi bil mogoče še bolj oster po tolikih letih domovanja v tem drugem domu slovenskega parlamenta. Tudi sem preslišal besede gospe državne sekretarke, kako bom imel manjšo penzijo, ne bom umrl. Bi vas pa rad nekaj spomnil. Verjetno sem eden redkih, če ne mogoče edini, ki spremlja vse razprave, ki so po TV3, parlamentarni program. Ker pač imam čas, ker sem upokojenec. Kljub drugim dolžnostim, ki jih imam tu in pa v občinskem svetu. Kajti veste, tam tudi predstavljam vaške skupnosti, krajevne skupnosti in tudi del občine kot občinski svetnik, da ne bom spet ponovil tisto, koliko časa sem bil župan, podžupan, predsednik nadzornega, etc., etc. Prva zadeva, na katero se moram nasloniti, prej smo slišali, kakšna bo gospodarska rast. Bo! Zaradi tega smo mi vsi tukaj optimistični in zato je prišla čez tisto stopnjo, ki jo nismo si niti mislili pred recimo 6-7 meseci. Namreč gospodarska rast je pokazatelj razvoja celotne države, ne pa vlade
Ne državnega zbora, ne državnega sveta, ampak celotne države. In to je eden od pokazateljev, torej gospodarska rast. Naslednja stvar, nadaljujem tisto, kar je povedal kolega Kontič. Občine bojo v naslednjih mesecih, naslednjih letih dobivale nove in nove naloge. To lahko poveva oba iz prakse. In zato so potrebna sredstva. Povprečnina, verjamem, da če bi uporabili eno tako besedo, ki jo eni zelo nočejo slišati, in to je pragmatizem, bi se znašla tista cena več kot 550–560 evrov in bi bila bliže 600 evrov. In tretja stvar, na katero bi rad opozoril, sem jo že, mislim, na komisiji povedal. Sam kolega Kontič je opozoril na investicije in vse, kar to povleče za seboj. Poglejte si državne ceste, etc. Če ne bo sredstev iz domačih logov, kar pomeni, če ne bo sredstev iz državnega proračuna in tako dalje, potem, verjemite mi, ne bomo mogli dobiti sredstev iz Evropske unije, kar je pa potem lahko cokla razvoju te naše države na sončni strani Alp. Hvala lepa. Hvala lepa državnemu svetniku Jerneju Verbiču. Želi še kdo razpravljati? Če ne, potem zaključujem razpravo in sprašujem, ali želi predstavnica predlagatelja zakona podati kakšno kratko obrazložitev. Gospa Jazbec? Ne. V redu. Ali želi predstavnik predlagatelja odložilnega veta podati kratko obrazložitev? Ne. Dobro, prehajamo na glasovanje. Torej, na glasovanje dajem predlog zahteve Državnega sveta, da Državni zbor ponovno odloča o zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, kot ste jo prijeli na klop. Najprej seveda prisotnost. Prisotnih je 29 državnih svetnikov, 27 je glasovalo za in nič proti. Ugotavljam, da je predlagano zahtevo Državni svet sprejel za 27 glasovi za in nobenim proti. S tem zaključujemo to točko dnevnega reda in se seveda zahvaljujem gospe magistri Saši Jazbec iz Ministrstva za finance. Hvala lepa. Spoštovane državne svetnice in spoštovani državni svetniki, jutri in pa v četrtek vsem tistim, ki boste seveda odšli na volitve, želim uspešno volitve in pa seveda dobre rezultate. Srečno in se vidimo kmalu. Zaključujem 33. izredno sejo Državnega sveta Republike Slovenije in se vam zahvaljujem za sodelovanje in razpravo. Seja je bila zaključena ob 16:26.